Spoznanje več. Predsodek manj. Dober dan. V oddaji Spoznanje več predsodek manj se bomo danes pogovarjali z novinarko, prevajalko in publicistko brez dlake na jeziku, ki zna s svojim pozornim očesom, občutljivim ušesom in kritičnim umom videti stvari drugače, globlje in dlje. Njen pogled na aktualno dogajanje je zaznamovan z mnogo izkušnjami, ki jih ima z delom na delu, s prevajanjem nekoč močno spornega Georgea Orwella, s pisanjem o disidentih slovenskega prostora, ki so se znašli na napačni strani zgodovine, in piše tudi danes, tudi komentarje na Radiu Ognjišče. In tega smo zelo veseli. Alenka Puhar, lepo pozdravljeni. Lep pozdrav v vroč dan. Odkar se je zgodil prevzem oblasti strani desne politične opcije, se zdi, da je levica v krču, nekako ne sprejme tega dejstva, da je prišlo do spremembe na čelu oblasti. Tarnajo mediji, hkrati tožijo kulturniki. Nivo razprave v Državnem zboru je po svoje vreden komentarja. Sodelovanje v politiki je še vedno nekaj nepredstavljivega. Jeseni se nam obetajo nova zaostrovanja, tudi do komentiranja obetajočih se referendumov še prideva. Zdi se, da vedno, kadar pride do spremembe oblasti, je to en sprožilec za godrnanje. Kako vi spremljate to dogajanje, ta komentar, ta odziv javnosti? Uporabili ste zelo blago besedo, da pride do godrnjanja. Mislim, da je precej več kot godrnjanje, čeprav trenutno ni kakšnih množičnih protestov. Kadarkoli nastopi tako imenovana desna vlada, se nam pravijo, očitajo, se bojijo, obeta fašizem ali nacizem. Tik pred volitvami je gospa Klakočar, takrat predsednica Državnega zbora, zgroženo povedala, da opaža v stranki SDS znake vznikajočega fašizma. No, in podobno je govoril tudi gospod Golob pred leti, ko se je pripravljal na volitve in na zmago, ki mu je bila takrat tako rekoč zagotovljena. No, ampak zgodovina je seveda tega obmetavanja s fašizmom dosti daljša. Spomladi 1988 je tedanji vodilni mož Slovenske komunistične partije ugotovil, da se nam z naraščanjem teh družbenih gibanj in uporništva med širokimi sloji prebivalstva, da se nam pojavlja fašistoidnost oziroma fašizem in da če ne bomo mi se uprli temu, bomo padli v temo. To je pa zdaj gospa Klakočar rekla, bomo padli v temo. No, ta Kučanova ugotovitev ali svarilo dolgo časa ni bila javno znana, ampak potihem je pa bila in nekako se je zasidralo, bi jaz rekla, da v Sloveniji človek ne more biti levičar, ne da bi stalno opozarjal na fašizem, svaril pred njim in se boril proti njemu. Skratka, ta antifašistična drža je postal en tak razpoznaven znak in ena stalnica, in to zdaj traja že 40 let. No, je pa v tem seveda veliko paradoksov. Danes ta tako imenovana fašistična stranka velja za pretirano prožidovsko in proizraelsko, kar je zanimiv obrat. Namreč leta 2021 je bil sprožen strašen alarm, ker vsi slovenski otroci ne bojo nujno prebrali dnevnika Ane Frank. In zakaj ne? Zato, ker ta desnica je antisemitska in pač nima nobenega posluha za holokaust in tako naprej in tako naprej. No, zdaj so ta isti ljudje popolnoma obrnili ta očitek, in imamo nenadoma največjega prijatelja Izraelcev in Židov in v popolnoma obratni smeri. Ta paradoks je samo eden od mnogih drugih paradoksov, ki jih ta pisana združba antifašistov izvaja v imenu političnih bojev.
kot da ne bi vedeli, kaj pravzaprav fašizem je. Ja, mogoče, veste, jaz se resnično sprašujem, ko poslušam take očitke, a ne, verjetno mnogi resnično ne vejo, a ne. Namreč to znanje o tem, kaj je fašizem in kaj je nacizem in kaj se je zgodilo in iz kakšnih nagibov in s kakšno neizmerno surovostjo, to verjetno danes ni več posebej zanimivo. Zlasti zato ne, ker pač ni bilo posneto na kamere in torej ni mogoče kar po telefonu ali na TikToku ali kjerkoli že videti posledic pravega nacizma, ga občutiti v živo, a ne. Tako da je ta domneva, da mnogi ne vejo, zakaj gre, pa vseeno z veseljem uporabljajo to zmerljivko, je na mestu, ja. Računajo, da pač drugi del javnosti pa ve, da je to nekaj slabega in potem se samo na tej preprosti liniji to vzporednico postavi. A veste, pa je to zelo lahek način, kako se doseže neko moralno superiornost brez truda, a ne. Pač izrečeš nekaj ostrih besed iz tega žanra, a ne, in si že nekdo In potem dodaš še, da je to, kar se dogaja, nevarnost za demokracijo. Tako, ja. In, Ja, to ti je, odzivi glejte, to sledijo. je eden od teh paradoksov, ne. Ko je Milan Kučan opozoril na to, da se bo zgodil fašizem v Sloveniji, če se komunisti ne bojo uprli temu in skratka, ko se je postavil v vlogo, rečemo, svetega Jurija, ki se pač bori proti zmaju, pač ni upošteval enih osnovnih parametrov, a ne. To, da je njegova organizacija in režim, kjer je bil on ena vodilnih osebnosti, tako blizu fašizmu kot le kaj, a ne. Medtem ko je ta nasprotna stran pač začela zagovarjati pluralnost, svobodo mišljenja, svobodo izgovarjanja različnih mnenj, svobodno trgovanje, svobodno prehajanje mej in tako dalje. Skratka, vse te neštete klasične svoboščine, ki jih je komunizem več ali manj ukinil oziroma otežil do te mere, da je bilo življenje pač v tistem režimu bistveno drugačno in bistveno težje kot recimo na zahodu Evrope. Ampak, če se še malce ustavimo pri tem, da vedno pride Slovenija v nekakšen krč, kadar oblast prevzame desnosredinska opcija, to v drugih državah ni tako. Kaj smo naredili narobe, da je tak krč, tak strah, ali pa pravzaprav, da se jim zdi nekako samoumevno, kot da imajo zgodovinsko pravico nekateri do oblasti? Ja, seveda, torej, gotovo so prepolni sebe, tisti, ki se imajo za levico, a ne, po pravici ali krivici, a veste, to je zdaj stvar debate, kaj je bolj levo in kaj je bolj desno. Gotovo, da se imajo, da v sebi pestujejo to absolutno vero, da je vsa resnica, ves prav na njihovi strani in da so drugi pač nedemokratični in vredni izobčanja, a ne. Mislim, glejte, ko je Golob začel pred parimi meseci sestavljati vlado, se je absolutno odrekel pogovorom z SDS, a ne, ker so pač po njegovem mnenju tako rekoč fašisti in nedemokrati in se on z njimi sploh ne bo ukvarjal, a ne. Ali pa če vas recimo spomnim na to, ko je prejšnja, torej Golobova vlada, prevzemala oblast, je zunanja ministrica Tanja Fajon izjavila, da je bila zunanja politika ukradena in da jo oni znova vrnili ljudstvu ali narodu ali državi ali kakorkoli je že rekla. Ampak skratka, zašla je v ta kazensko-pravni jezik, a ne, da je nekdo nekaj ukradel, neko politiko.
to je seveda kaznivo dejanje, ki ga je treba preganjati. Se pravi, tisti, ki so poskrbeli, da je zdaj ta ukradena stvar prišla nazaj v prave roke, lahko počnejo, kar pač hočejo in v glavnem so to tudi počeli. Skratka, ta pogled na svet, kot da imajo nekateri do njega absolutno in popolno pravico, če pa se kdo drug javi k temu, je pa tat in kradljivec, potem to je ena glavnih značilnosti, bi rekla, te politične scene. Kaj smo naredili narobe? Ja, verjetno smo se premalo glasno in premalo tehtno, mogoče tehtno, postavljali po robu takim tendencam. Če se prav spomnim na to izjavo, da je bila zunanja politika ukradena, ni bilo nobenega posebnega odmeva. V nasprotju s par mesecev prej je bil Janez Janša osumljen, obtožen in potem obsojen, ko je izjavil, da stranka SD, se pravi bivši komunisti, deluje v ukradeni vili. Bil je pač soden postopek proti njemu sprožen, meni se zdi, da je bila od iste gospe Tanje Fajon in je na slovenskem sodišču to tožbo izgubil. Če se ne motim, je moral plačati 12.000 evrov, zato ker je uporabil izraz, da je bila tista vila ukradena. Tukaj smo znova pri enem od teh številnih paradoksov. Tista vila je bila dejansko vzeta židovskim lastnikom po raznih postopkih, ki bi jim človek, oprostite, težko rekel drugače kot kraja. In takrat to sploh ni veljalo za sporno, bilo je samoumevno, da novi komunistični oblasti oziroma režimu, ki je uvedlo pač diktaturo proletariata, rečemo, to pripada. Nobenega. Tako da moram reči, da me prav zanima, kako bo zdaj s tem postopkom proti Tanji Fajon, ki jo dolžijo kaznivega dejanja, goljufivega postopka pri pridobivanju ene funkcije. To bo zanimivo spremljati. Ampak kakorkoli, kot sem že prej rekla, ena od pomanjkljivosti v slovenskem družbenem življenju je gotovo to, da se nesprejemljivim potezam, izjavam, govorom ne postavljamo tehtno po robu, premišljeno, z argumenti. Tako. Ja, če samo o izjavah in govorih, pa so že dovolj močne, da bi lahko polemizirali ob njih, ampak so pa tudi dejanja, recimo, če, Seveda. Kot ste rekli, ko se je tako ravnalo s premoženjem, ki so ga podržavili, meni nič, tebi nič, zdaj smo mi na oblasti, to je vse naše. Ja. Podobno lahko bi rekli v prejšnji vladi, ko so ravnali z našim denarjem, kot da je vse njihovo. So, recimo, se zdaj kaže, da imamo po ministrstvih veliko lukenj, veliko napačnih prikazanj tega, dejansko je v državni blagajni, da je tam ena velika luknja. Tako. In nič se ne bo zgodilo. Zdaj ta vlada se mora s tem spopasti. To ugotavljanje teh finančnih lukenj, domnevam, da to počnejo ljudje, ki so dejansko strokovno usposobljeni za pregledovanje teh finančnih zadev. Te postopke spremajo ogorčene izjave, da ni res, da je to laž, da je to maščevanje. In recimo bivša ministrica za kulturo je mirno rekla, da je glavna naloga ministra za kulturo, da pač brani kulturnike in kulturo. Tudi na tak, bomo rekli, nesprejemljiv način, ki povzroča silne finančne luknje, zadolženost in je skratka, če človek pogleda, rečemo, z gospodinjskimi očmi, nevzdržno. To se meni, ki sem po gorenjsko narejena in vzgojena, zdi nezaslišano, da človek misli, da lahko
troši denar, ki ga ni, kot pijan lord, in da to še potem opravičuje s tem, da je pač dolžan braniti umetnike in kulturo in ustvarjanje. Je za božjo voljo. Kam pa pridemo? Skratka, pridemo v hude finančne zadrege. No. Ja, z novo vlado smo dobili tudi novo vodstvo res na kulturnem resorju. Doktorica Ignacija Fridl Jarc je že prišla do mnogih spoznanj, kako je na resorju delovala Asta Vrečko. Zakaj mislite, da je resor za kulturo bil za Levico tako zelo pomemben? Veste zakaj? To boste pa še videli, ko se bojo znova upirali tej tako imenovani desni vladi. Jaz mislim, da je torej za tako imenovano Levico je zelo pomemben zato, ker ima opravka z najbolj artikuliranimi ljudmi, ki imajo na voljo različne, tudi zelo slikovite možnosti izražanja svojih pogledov in svojih zahtev. In obratno, vlada, ki temu ne želi neomejeno dajati peruti, bo doživela ravno tako od te zelo artikulirane in domiselne in zelo ustvarjalne publike, mislim svojih klientov, silovite ugovora. Če se samo spomnite, kako so z rdečo barvo polivali tisto ulico, Metelkovo, in klopi na njej in uganjali tudi striptiz, da bi bilo bolj zabavno. Kako so med tistimi protesti proti ukrepom v zvezi s covidom privlekli na dan lutke, maškare, ves teater, ki jim je na voljo, potem je treba reči, da glejte, znajo, pri tem so učinkoviti, dobri, pogosto celo duhoviti, a veste. In tukaj se bo zelo težko upreti. Dobro, jaz se zanašam na to, da je gospa Fridl Jarc zelo pametna, pa tudi zelo korajžna ženska. Ima celo nekaj izkušenj s finančnim poslovanjem in reševanjem finančnih problemov. Na Slovenski matici je pomagala reševati eno kronično pomanjkanje denarja. Tako da, se bo znašla. Zgleda, se bo znašla. Pri tem se bojim, da ne bo imela veliko pomoči, ampak jaz si želim, da bi se ta pomoč našla. No, želim mi veliko sreče. Spremljate oddajo Spoznanje več, predsodek manj. Z Alenko Puhar sva že nekoliko načeli aktualno dogajanje in se seveda ozirali tudi nazaj v preteklost in tako bo tudi v nadaljevanju, kajti vaše delo kot novinarke na časniku Delo je bilo tudi eno tako zanimivo poglavje, ko ste nekako orali ledino, če ste želeli malce stopiti k drugim temam, kot so vam jih takrat predlagali oziroma kot so bile zaželjene v tistem času. Kje ste takrat doživljali meje dovoljenega, kako ste krmarili skozi to obdobje, ko ste socializem, o katerem danes ne želijo govoriti sploh, doživljali od blizu? No, teh omejitev in preprek je bilo na vsakem koraku kar nekaj, Na splošno je veljalo, da so teme, ki so popoln tabu, poslej so pa tudi teme, ki se jih da lotevati z enim, rekli, previdnim korakom, tako tihotapsko bomo rekli, z uporabo mnogih previdnih izrazov, pomanjševalnih, slabšalnih in tako naprej. Teh tem vam lahko naštejem, kolikor bi hoteli. Nimava dovolj dolge oddaje za to, ampak recimo odmevi tega so še danes razvidni na vsakem koraku. Od tega recimo, da nihče noče govoriti o politični policiji v tistem režimu, pač pa bi mnogi radi govorili o tem politični policiji, ki baje prihaja zdaj, odkar se bo GEN-I tudi preiskovalo. Mislim, meni je še zmeraj skrajno nenavadno, da živ krst ne reče nič o knjigi Temna stran dela,
pa svetla stran dela, a ne? In ob preprostem dejstvu, da je ves najvišji krog novinarjev delal za politično policijo, to se pravi ovajal svoje kolege in druge ljudi in od tega dobro živel oziroma saj živel boljše kot tisti, ki tega niso počeli. Ne? Mimogrede, jaz sem nekoliko spremljala nastajanje te raziskave Igorja Omerze, a ne? In vam lahko povem, da sem se velikokrat popolnoma zmotila, ker sem rekla, kaj, a je to mogoče, pa se to bo potres, pa ni nobenega potresa. A ne? Recimo, ljubljanski župan Zoran Janković, ki je očitno močno pokvarjena oseba, če se zanesem vsaj na izjave gospe bivše ministrice in gospe odvetnice, ki sta to izjavile kot nesporno resnico. No, skratka, ta župan ima pod svojim nadzorom mesečno revijo Ljubljana, a ne, ki je ustvarjena zato, da se ne približa nobenim kočljivim temam, ki bi vrgle kakšno senco dvoma o spoštovanem gospodu županu. A ne. Na čelu te revije sedi gospod Sedmak, ki je v tej temni knjigi mi dela predstavljen kot ovaduh, ki je vrsto let delal za Udbo. To nihče niti ne opazi, razen mogoče mene zdajle, vidim, da ste presenečeni. To ne povzroča nobenih pomislekov, nobenega skomiganja z rameni, nobene kaj šele kakšne aktivnosti. Skratka, to je samo eden od mnogih drobnih dokazov, kako na zelo pomembnih mestih sedijo ljudje, delujejo ljudje, katerih glavno življenjsko opravilo je, da cela vrsta negativnih pojavov ne pride pred oči javnosti. Da cela vrsta stvari, ki so recimo kočljive ali celo sramotne, sploh ni imenovana s pravimi besedami. Ampak se vsi delajo, mislim vsi, ki kaj štejejo, delajo, kot da se pravzaprav ni nič zgodilo, pa saj ni nič, a ne? To je samo eden od primerov, ne? Ampak recimo, gospod Slavko Fras, ki je bil dolga leta eno od vodilnih peres Dela in tudi odgovorni urednik in predsednik Društva novinarjev, a ne, je takoj po demokratizaciji in osamosvojitvi postal dopisnik ene avstrijsko-nemške agencije tiskovne. Se pravi, človek, ki je bil tako vdan režimu, komunističnemu režimu, da je leta in leta sodeloval z Udbo, je potem postal glavni informator demokratizirane, osamosvojene Slovenije v nemško govorečem svetu. In to, glejte, jaz sem mislila, da bo to mednarodni škandal, pa ni, a ne? Pa tudi ne bo, a ne? In mnogi se seveda sprašujejo, pa zakaj bi pa bil, se to ni nič tacga. Okej. Še vedno smo očitno se kar vdali v to usodo, da tako pač je. Tako pač je, ja, neverjetno. Neverjetno, kako so ljudje do nekaterih potez absolutno tolerantni, medtem ko drugot iz vsake najmanjše muhe naredijo slona oziroma škandal prvega reda. Se pravi, na nek način danes je težje napisati resnico, kot pa nekdaj, ali kako? Ne, to ne bi rekla. Samo metode so se malce spremenile. Ne, to ne bi rekla, a ne. Glejte, navsezadnje, če ostanem pri tej temi, ki sem jo prej načela, Igor Omerza lahko pač izdaja knjiga, raziskuje in izdaja knjige in potem priredi tiskovno konferenco in tako naprej, a ne. Dobro. Posebno vprašanje, ki se meni zdi vredno pozornosti, je, zakaj to počne neki posameznik za svoj denar v samozaložbi, zakaj tega ne počne kakšen inštitut, a ne? Ampak tako pač je in on ima svobodo to objaviti.
en pomemben del publike ima pač očitno svobodo to popolnoma ignorirati. Se pravi, cenzura je dobila malce drugačen obraz, ne? Odvisni so od lastnih sredstev. Ni nobenega posluha. Ja, seveda. gledajte, jaz mislim, da živimo v enem svetu, kjer so zelo čudne predstave o tem, kaj je zares pomembno in kaj je manj pomembno, a ne? Katere teme so vredne raziskovanja in rečemo popisovanja, analiziranja, predstavljanja, širjenja. Te kriteriji so dejansko pogosto zelo čudni, ne? Verjetno bova prišle še do kakšne podobne teme področja, kjer je to še bolj slikovito, ne? Ampak to, kar se dogaja z Jankovićem in z temi prevarantskimi zadevami, to je dejansko škandal, ne? Bomo rekli, da je škandal? Ja, midve bova. Midve bova. Kot ste že omenili, jeseni se nam obeta referendum, pa je ne samo eden. Ne? Nekako bi zdaj očitno bilo tako, da bi odločali o več temah, še dobro, ne? S tem se bo vendarle zgodila tudi mobilizacija volivcev. Ampak ja, zanimivo se mi zdi, kako se neki parlamentarni preiskavi pripiše izraz politična policija. Kar še vedno ne odzvanja povsem drugače v ušesih javnosti, seveda. Čeprav sploh ne gre za to. Ja, glejte, politična policija je pač najmočnejši izraz, kar so ga v zvezi s tem lahko uporabili in so ga brez najmanjše zadrege tudi uporabili, a ne. In to ljudje, ki bi morali vedeti, a veste, ki so dovolj stari, da vejo, kaj je to politična policija. Dobro, mogoče so že pozabili ali pa ker so dobro skozi prišli, se jim ne zdi več tako krvavo resno. Jaz sem ostra nasprotnica take zlorabe, tako močne retorike za take zadeve, a ne. Ampak bojim se, da referendum, ki sprašuje, ali ste za to, da se uveljavi ta pa ta člen sprejet dne tega in tega na Državnem zboru, a veste, to, mislim, večina ljudi bo gledala v ta stavek in ne bo dobro vedela, zakaj gre, a ne. In jaz ne vem, če se bo dalo prepričati dovolj veliko število ljudi, da tukaj pač politična policija nima kaj iskati oziroma da se ne gre sklicevati na to, a ne. Podobno bo verjetno še s kakšnim drugim referendumom, a ne, kadar se obračamo na najširši krog ljudi, potem bi po moje zastavljena vprašanja morala biti bistveno bolj jasna in rečemo taka, da grejo v ušesa in da jih večina ljudi zlahka razume, na prvi pogled, ne. Tako da nisem prepričana, da je to tako že dobljena zmaga, ne. Za kjerokoli drugo stvar. Ja, kakorkoli, politična policija, vi dobro veste, kaj to je, ne? Kaj je bila nekdaj. Pa morda zdaj, če naj jo poslušajo mlajše generacije, ki se jim niti sanja ne. Še zdaleč ne moreva govoriti, da je to enako parlamentarni preiskavi. Kje vi vidite tiste osnovne razlike med tema dvema pojmoma? Parlamentarna preiskava in politična policija. Kot iz svojih izkušenj veste. Ja, glejte, politična policija je bila vzpostavljena v totalitarnih državah, kjer je vladala ena sama stranka, in to so pač fašizem, nacizem in komunizem, ki je imela zelo trdno ideološko osnovo in je ta ideologija bila vsem predstavljena in vsiljena kot edino sprejemljiva. In vsak odmik od tega je bil pač predmet preiskave politične policije in potem predmet ovadbe in obtožbe s kaznovanjem, ki je bilo pogosto izredno kruto, prav neusmiljeno. Prvih 10 let življenja v Jugoslaviji je število teh političnih zapornikov naraslo toliko, kot jih prej 100 let zgodovine
ni poznalo. In razmere, v katerih so ljudje prestajali kazen, so bile tako pošastne, da si tega večina ljudi sploh danes ne more predstavljati. In to samo zaradi drugačnega mišljenja. Zaradi drugačnega mnenja. Glejte, mislim, Angela Vode je pač lep primer ženske, ki je bila razgledana, levo usmerjena, nagnjena k socialnemu vedenju, k pravičništvu, bomo rekla, ne. In je bila obsojena, mislim, na 25 let zapora za božjo voljo, ne, za božjo voljo, ki ga je potem prestajala v nezaslišanih razmerah. Ovajali so jo, preden so jo obtožili in obsodili, ovajali so jo v zaporu in ovajali so jo tudi potem, ko je prišla na tako imenovano svobodo. A ne? In podobnih primerov, še hujših kot je Angelin, je veliko, veliko. Ona je vsaj dočakala neko primerno starost. Ja, ona je vsaj prišla iz zapora in imela je dobro sestro in nečaka, ki sta jo pač preživljala. Znala je tipkati, tako da je lahko potem postala tajnica za božjo voljo, a ne. No, kakorkoli, takih usod je na tisoče in tisoče, a ne. Zdaj, presojati, ali je to enako kot, kaj vem, raziskovanje tega, kaj je Golob počel s podjetjem, ki ne vemo dobro, ali je bilo državno, ali je bilo privatno, včasih je bilo tako, včasih je bilo drugače, a ne. Poslušajte, pa to je nezaslišano. Kako je to sploh mogoče priti na to idejo, a ne? In če se prav spomnim, je tudi ta skupina, ki je to označila za uvajanje politične policije, uporablja izraz, da prihaja fašizem v deželo in da bomo trpeli pod ne vem kakšnim škornjem in tako naprej, poslušajte. To je ko v deželi Alice, veste, ki je padla skozi zajčjo luknjo, ne, kjer pač ne veš dobro, a stojiš na glavi ali na nogah. Polno paradoksov, ki se ti režijo v obraz. Tako da jim je zelo težko mirno in tehtno ugovarjati, ne. Ja, mojstrsko izpeljajo preobrazbe besed natanko. Z drugačnim. In dejansko so izredno iznajdljivi, a ne, iznajdljivi v najdevanju teh učinkovitih pristopov, a ne. Mene recimo trenutno najbolj preseneča, zadnje čase, najbolj preseneča, kako so lahko celo Georgea Orwella uporabili za ta namen, a ne. A veste, nenadoma so se spomnili, da je pravzaprav ta historičen pristop do Orwella omejujoč, da je treba, da ljudje to aktualizirajo, in je Roza, ki je duhovit človek, prišel na misel, da pač bi živalsko farmo poslovenil in da bi ta spopad živali s človekom pravzaprav označil oziroma spremenil v prestop iz socialistične Jugoslavije v osamosvojitev. Tako da imate nenadoma predstavljeno to zgodbo, kot da so vodilne svinje, oprostite prosim, ampak tako je, to so zdaj citati, a ne, pač osamosvojitelji. Oni so v tej bitki premagali svoje nasprotnike in zdaj živijo na račun podložnega prebivalstva in se mastijo, in približno tako kot možina v tisti znameniti pesmici od Svetlane Bekaroviča, ne. Ampak skratka, ta svet, ki ga je Orwell orisal, je zdaj postavljen na glavo in zdaj so najgrši tisti, ki pač so zmagali v vojni za Slovenijo in za osamosvojitev. In znova lahko govorimo o zlorabi kulture v politične namene. Mogoče, glejte, to ste vi rekla, ne. Ena strokovna komisija je bila tako navdušena na to aktualizacijo
da je to dala v Rastočo knjigo, ne, Rastems knjigo, tako je, Rastems knjigo, ja. In je skratka ena cela generacija teh fantov in deklet zastonj dobila to darilo in to interpretacijo sodobne zgodovine, a ne. Več kot 22 000 izvodov je bilo razdeljenih mladim ljudem, da bojo vedeli, kdo je pravi prasec. Smo nazaj v oddaji Spoznanje več, predsodek manj, in danes gostimo Alenko Puhar, prevajalko, publicistko, novinarko. Omenila sem že, da pišete tudi komentarje za Radio Ognjišče, ampak takrat, ko ste začeli prevajati Georgea Orwella, ste pa kar marsikomu stopili na rep, oziroma marsikomu ste pomenili trn v peti, in pravzaprav ta Orwell vas nikakor ne pusti pri miru. Katera misel vam od njegovih del nekako še najbolj odzvanja, ko spremljate politiko? Prej ste že omenili živalsko farmo, ampak sposodili so si jo na drugačen način, ampak vseeno pa morda vaš osebni pogled. Torej, najprej nisem nobenemu stopila na prste, tukaj vas lahko popravim, zato ker je bilo to čisto neopaženo. To je bila knjiga, gre za knjigo 1984, ki sem jo prevedla še kot mlado zeleno dekle. In o tej knjigi so popolnoma molčali. Do leta 1983. Koliko let se pravi? Od leta 1967 do 1983. Dolga doba. No, niso jo razumeli, verjetno. Jaz mislim, da so se zlahka, brez posebnega truda naredili neumne. Ja. No, seveda, nekateri so jo razumeli in so tudi izdali navodilo, veste. Po slovenskem prevodu je izšel tudi srbo-hrvaški prevod naslednje leto in ta je v nasprotju s slovenskim imel eno spremno besedo. Tista spremna beseda je bila napisana čist lepo, tako informiran gospod Mates jo je napisal, ampak končala se je pa zelo udarno, da za nas v Jugoslaviji ta svarila sploh niso važna, ker smo pač uvedli sistem socialističnega samoupravljanja in so torej vse te deviacije pri nas neizvedljive, nemogoče. Tako, a ne? Dobro, to so potem ponatiskovali še v naslednjih izdajah, a ne, v srbo-hrvaščini, v albanščini. No, skratka, ena poglobljena analiza in interpretacije tega Orwellovega dela enostavno niso bile izvedljive. Če so bile že napisane, jih pa že v krstnih ni objavil. Oziroma, saj jaz, ki zdaj to raziskujem, jih ne najdem, a ne. No, potem je pa leta 1983, tik pred dejanskim letom 1984, to postala velika tema, ampak številni časopisi so objavljali Orwella, tudi številni članki so bili, a ne, ampak v glavnem so se vsi previdno izogibali temu, da bi to aktualizirali v smislu, kaj od tega je za nas pomembno, kaj govori tudi o nas samih, kaj osvetljuje našo situacijo, a ne. Zato je zmeraj zmanjkalo moči ali pa volje. Bilo je pa nekaj zanimivih ugovorov, ki so se tikali predvsem tega, recimo, da je Orwell črnogled. Mi pa smo optimisti in moramo zaupati v socializem in samoupravljanje in skratka odločno iti po svoji poti. Vi sadili rožice še raje. Tako je to bilo. No, da pustiva preteklost, jaz se trenutno ukvarjam z raziskovanjem Orwellove usode v vzhodnji Evropi, se pravi v Jugoslaviji in po drugih deželah vzhodnega bloka. In pač, kot vidite, naletim tudi na take paradokse, kot je ta živalska kmetija, ki je bila pri nas uporabljena za precej nenavadno usmeritev zagovora prejšnjega režima
in diskreditacijo današnjega. Ne? Verjetno bi se obrnil v grobu. Jaz mislim, da bi bil zelo presenečen. Zelo presenečen. No, dobro, marsikaj sem že odkrila, marsikaj še bom. Bova se kdaj še o tem pogovarjala. Dobro. Zadnjič mi je prišla v roke njegova knjiga Burmanski dnevi in če uporabim citat iz enega dialoga v knjigi na temo, kako doseči, da bo nekdo izgubil ugled, meni se je zdel zanimiv. Takole piše Orwell, ta dialog seveda med dvema moškima v Burmi. Dokaz je že sum. Nekaj anonimnih pisem bo naredilo čudeže. Tu gre zdaj samo za vztrajnost, obtožbe, obtožbe in nenehne obtožbe. Se mi zdi, da tak način je še kar preživel vsa ta desetletja in še kar vztraja, se pravi, te obtožbe. Sodobna družba sicer je razvila še malce bolj prefinjene oblike, kot si jih je Orwell predstavljal, še bolj prefinjene načine uničenja političnih nasprotnikov. Recimo tudi, če pomislimo, koliko obtožb je bilo na račun Janeza Janše, nekaj ste jih že omenili, zdaj je na tapeti Zoran Stevanović, ta aktualizacija. Ja, seveda, torej ta stavek Orwellov je kot številni njegovi stavki pač dokaz, da je bil bistroumen, bistroviden in da je znal najti prave besede. Popolnoma drži, a ne, če se par ljudi odloči, da bo zasledovalo tak in tak cilj, z dobro plasiranimi sumi, insinuacijami, obtožbami, lahko dosežejo izredno veliko. Jaz lahko samo rečem tisto, kar sem že prej, a ne, da se je pač treba temu postavljati po robu, prepričljivo, ampak da je to očitno bistveno bolj težko, kot smo si predstavljali. Ne. To, kar se dogaja zdaj v zvezi s tistim nesrečnim poslancem, ki pač ni plačal svojih delavcev, a ne, je po mojem mnenju sicer zelo grdo, ampak po dimenzijah ni primerljivo s številnimi drugimi enakimi prekrški, med katerimi je gotovo Zoran Janković kraljuje na prvem mestu, ja, ampak njega pač šparajo, maskirajo, se odrekajo raziskovanju, a ne? Tisto, kar se je dogajalo okoli Stožic in po različnih podjetjih njegovih sinov in tako naprej, a ne? To očitno ni tako zanimivo kot ta primer, a ne? Skratka. Kaj pravite, ko spremljate politiko, še zna prepričevati z argumenti ali predvsem z diskreditacijo političnih nasprotnikov, če zdaj dava eno tako splošno oceno, koliko je tega argumenta še prisotnega, recimo tako v komuniciranju, v državnem zboru? Ja, mislim, da je tega prepričljivega, retorično učinkovitega zelo malo, a ne? Mislim, da se večina poslancev v parlamentu niti posebej ne potrudi, da bi delala na tem, a veste, verjetno bi bilo to treba vežbati, a ne, učiti se, kako na kratko in prepričljivo povedati določene stvari. Veliko je vulgarnosti, žal, malo kdo še kaj da na eno tako duhovito, pa vseeno učinkovito retoriko, na obrate, na kakšne citate. A veste, marsikaj, kot ste že beroč te burmanske dneve ugotovili, marsikaj se najde, kar je bilo že povedano, pa pač, če se ne prebere in ne citira, pač uide, a ne. In se potem mogoče najde, pa je okarakterizirano kot napad. Če se spomnite tistega Partljičevega stavka o svobodi, a ne. Zdaj imamo svobodo, zdaj moramo paziti, kaj govorimo, ne. Iz tiste njegove igre. Jaz sem bila prav presenečena, kako so planili proti tej uporabi tega citata, samo zato, ker jo je, ne vem, kdo jo je, Nova Slovenija ali SDS uporabil, a ne, v svoji kampanji, a ne. Kot da so citati, ki jih smejo navajati, oziroma
si z njimi pomagati, samo določeni ljudje, ne, to so tisti, ki niso ukradli politike, ne, ampak mi, ki smo do nje od nekdaj upravičeni in imamo vso pravico, ker smo baje na pravi strani zgodovine. Gospa Alenka Puhar, zdaj, če se še malce ustaviva pri stanju naše demokracije nasploh, pri tem, kakšno moč ima danes volivec, pri tem, kakšno moč ima tudi nekdo, ki se poda na pot politike, se pravi, da bi se vendarle aktivno udeležil. Kaj naj bo v ospredju? Zdaj recimo, ene volitve so za nami, ampak vendarle s to svojo zgodovinsko izkušnjo, s tem svojim dolgoročnim pogledom nazaj, imate verjamem, en tak nabor, kaj bi moralo biti politiku v ospredju, ko se poda na to pot, pa kje zataji ponavadi. Veliko govorimo o korupciji, veliko govorimo o teh stranpoteh, ampak vendarle. No, veste, zanimivo gotovo je to, da se pri korupciji zmeraj navaja predvsem denar oziroma višina plače. A ne? Nekako se ustvarja vtis, da je to najvažnejši element skorumpiranosti oziroma pokvarjenosti. Jaz mislim, da ni tako in ne razumem dobro, zakaj ljudje tako slepo vztrajajo pri tem. Imeti oblast pomeni imeti besedo in pomeni moč za določena dejanja. In to je tisto, kar po moje mnoge ljudi primami v tem, ko se grejo politično kariero, a ne, ko jo nastopijo. Dejstvo, da lahko razpolagaš z ljudmi, jih predstavljaš, nagrajuješ, si jih podrejaš, jih kanaliziraš v določeno smer, a ne, jim preskrbiš službe, njihovim otrokom določen položaj. In to predvsem za en ozek krog ljudi. In na ta način se potem ta smetana družbe, a ne, kot je rekla je bila to tista odvetnica, ne, da je pač Slovenija ena majhna država in ko se enkrat, ne, to je bila Dominika Švarc. Ja, ko se enkrat v tem krogu, a ne, najvišje je to ena majhna družina, samo pokličeš telefon in zvoniš telefon, dobiš to, dobiš ono. Vse je nenadoma izvedljivo. Za nekatere. Zaradi tega, ker si del enega določenega kroga ljudi, ki jim potem pač vračaš usluge na ta način, da povem na kratko. To družino bi bilo dobro zelo, zelo povečati. Da se bo dalo boriti proti korupciji in klientelizmu. Tako. Če je številčna, potem se ne da poskrbeti za vse, ampak bolj gotovo je sposobnosti. veliko močnejša, več šans ima, če je akterjev več, a ne? Če prispevajo svoje ideje k temu, kaj ima prioriteto in kaj ne, kaj bi bilo dobro ukreniti, kaj pa lahko počaka in tako dalje in tako dalje. Kako pa se počutite, ko nas čaka jesen, recimo, ko bo znova se bolj razplamtelo na tem političnem parketu? Kakšna so vaša pričakovanja? Greva sicer proti koncu oddaje, tako da morda... Jaz mislim, da bo še bolj vroča, kot je to poletje. Še bolj vroča. Jaz mislim, da nas čakajo hudi konflikti in domnevam, da se tako imenovana levica, čeprav velja za poklapano in razbito in tako naprej, intenzivno pripravlja na to, da bo parirala in ugovarjala na vsakem koraku, za vsak ukrep posebej in to ne na džentelmenski način. Veliko nožev v hrbet, komorkoli. Jaz to mislim, da bo tako, ja. No. Tako. Upam, da vendarle ne bo tako črnogledo, ampak vseeno hvala lepa, gospa Alenka Puhar, za obisk v našem studiu. Hvala. Za vse te vaše iskrive misli. Uspešno se poglabljajte še naprej v materijo, ki vas tako zelo nagovarja. Hvala. In da bomo tudi imeli kaj dobrega prebrati z vaše strani. Se bom potrudila. Hvala lepa.
To je bilo vse v današnji oddaji Spoznanje več predsodek manj. Spremljajte nas še naprej, ostanite v naši družbi. Spoznanje več. Predsodek manj. Hvala, da ste poslušali našo oddajo. Podprite brezplačen dostop do vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.